Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes gostimo v Beletrinini knjigarni Doris Kukovičič, ki je po težki in boleči izgubi začela pisati pisma. Danes so ta pisma izdana v knjigi Pisma Maticu v Žametni Beletrini. Doris, lepo pozdravljena. Dobrodošli, tudi nekako rečem dober dan, živijo. Dober dan, živijo. Midve sva se že v prvem telefonskem klicu dogovorili, da se bova tikali, zato bova tudi ta pogovor tako na ti. Knjiga, pod katero si podpisana, govori o izredno močni žalosti, izgubi, tisti najhujši bolečini, o izgubi otroka. A vendarle je to knjiga, ki jo prežema neizmerna volja do življenja, upanje, svetloba. Tako sem jo jaz doživela. Bom rekla hvala. Verjetno je to vse skupaj res. Mogoče za mene je to bolj, kako živim. Moram reči, da ko sva se z urednico usedli, potem čisto na koncu, ko se je delala ta končna, bom rekla, lektura, sem se znašla v situaciji, kot da bi šla ven iz svojega telesa, ker sem namreč gledala besede, misli, povedi, ki smo jih nekje tako še, kaj bi dali na prvo stran, kaj bi dali na notranjo stran. In sem se zavedala, da v bistvu so to moje besede, pa ne samo moje besede, ampak da je to moje življenje. Tako da težko se vsak dan znova postavim v en ali drug predal. Jaz temu rečem, da sem od trenutka, ko je Matic umrl, začela življenje, sprejemanje nesprejemljivega. Vsak dan znova, ko se zbudim, se zavem, da mojega otroka ni. Da ga kar ni. In da ga ni. In da ga ne bo. In potem naredim točno tako, kot sem naredila zdaj. Globoko vdihnem, prediham in si rečem, zdaj moram pa naprej. Konstantno je Matic v mojih mislih, on je konstantno v meni. Tega se ne da povedati. Veliko lažje, kot govorim, napišem. Zadala sem si v bistvu eno zelo mogoče zahtevno nalogo, ampak v trenutku, ko je odšel, ko je umrl, te besede dolgo časa nisem mogla izgovoriti, ampak ko je dejansko zapustil telo na tej strani, sem vedela, da si želim mojega sina slaviti. Vsak dan znova, vse dni v letu, vse ure, vse minute slaviti. Pa ne si bo to skozi solze, ne si bo to skozi bolečino. Želim povedati, da to, kar jaz čutim, je neopisljivo, a po drugi strani zelo pristno. Matic zame je. Pač je. In je v drugi dimenziji, ni ga fizično tukaj in to, da jaz mislim, da čutim, da on je zdaj moj motor. Da jaz sploh lahko živim. In velikokrat rečem, ko me kdo vpraša, se to sploh da preživeti, to sploh ni pravo vprašanje. Smrti otroka ti ne moreš preživeti. Jaz rečem, da živim zato, da sploh preživim. Ker ne moreš s tem nekaj zaključiti. Se tudi rečem, kako, kaj bi on rad videl, kakšno bi me rad videl. In potem nekaj se zgodi, ko noto tebi zavre in pride ven. In ena psihologinja je enkrat zelo lepo opisala in to dejansko jaz res čutim. Ko ti izgubiš nekoga, ki ga imaš rad, naj si bo to tvoj otrok, tvoj partner, tvoj oče, tvoja mama, nastane v tebi vrzel. Taka ogromna črna luknja. Je praznina. V tej praznini ni nič. Ker če čutiš samo to praznino, si prazen. In jaz sem si v tistem trenutku rekla, to mojo praznino moram jaz nekaj dati. In jaz sem to svojo praznino želela dati vesolje. Zato verjetno, jaz še danes pišem in zdaj ta trenutek sploh ne vem, katera vsa pisma so recimo v knjigi, ne. Ampak v enem vem, da sem prav o tem pisala, da potujem vase, da pridem do njega. Zato jaz mislim, da kako doživiš in preživiš bolečino, ne moreš vedeti, dokler se ti ne zgodi. In mislim, da se izbere to, kar je v tebi. To, kar imaš ti v sebi, potem postane tvoj način. Zato tudi pravim, da ni priročnika. In če meni paše pisati, če meni to pomaga, ne pomeni, da bo pomagalo to nekomu drugemu. Pomaga pa to, da se zavedaš, da če hočeš dojeti, nikoli ne boš razumel.
ker ne razumeš, da otrok pred tabo umre. Ampak če hočeš dojeti, da ga res ni več, moraš vase. Ne gre drugače. In jaz mislim, da odkar imam jaz to vesolje, jaz mu rečem Matičevo vesolje, te zvezde v sebi, kjer ga vsak trenutek najdem, ko ga rabim, ko ga želim, torej grem v odgovore vase, to je moja terapija. Drugače ne znam povedati. Tako kot si že omenila, ta želja potem, da slaviš, Matica. Ja. Se mi zdi, da to je ta želja, ki prežema vsa tvoja pisma, to ti daje energijo, ti daje moč. V vseh tistih res najtežjih trenutkih si predstavljam, ko se zgodijo, da vedno znova najdeš to moč in greš naprej. In vseeno, tako kot tudi nekje zapišeš, ti imaš rada življenje. Ja. In tudi zaradi Matica želiš živeti naprej, tudi polno. To si zelo dobro izpostavlja, ker s to ljubeznijo do življenja, z ljubeznijo do otroka, z ljubeznijo do neskončnega bitja, ki je postal, vmes se zgodi tudi krivda. Kaj sem jaz zdaj, če nisem več njegova mami? Če on ni več opremljiv, čeprav jaz pravim, da je on dotakljiv za mene. On je zame, jaz sem zaprem oči, dotakljiv. Včasih se zalotim, da diham na enak način kot on. Začutim ga, ne vem, koliko je en del njem. Zadnjič sem recimo slišala, me tako potolažili, da ženske, se pravi mamice, ki rodimo, nosimo celico svojega otroka vse življenje v sebi. In jaz bi mogoče celo temu res zatrdila, da mogoče je zdaj to, kar jaz čutim, da je on v meni. Vedno najdem neko razlago v zunanjem svetu, da me mogoče potolaž, ali pa to ne vem odgovor, kaj je v meni. In jaz imam rada življenje, zato sem se tudi že vprašala, če je mogoče zato mene Matic izbral za svojo mami, ker je vedel, da bom zmogla ga slaviti tudi potem, ko bom mogla, kje je logika, da tako mlad, zdrav človek, športnik, zaključi svojo zgodbo. Je ni in ne moreš najti odgovora na to. In ga tudi brez veze iskati. Ampak, Doris, ti tudi v vseh pismih pišeš, kako ti, še posebej in cela družina, slavite Matica, vsi prvi prazniki, tudi bil je zelo dober športnik. Govoriš o tem, kako še vedno hodiš in hodita in s hčerko in ostali člani družine na tekme, koliko ti je pomenilo, ko si videla vse njegove sošolce. Matic živi z vami naprej, ne samo s tabo, v tvojih mislih, ko si zdaj rekla, ampak z celotno družino. Drži. Se mi zdi, da vsak od njegovih prijateljev ali pa od bližnjih je nekaj odnesel. Matičeva bitka z boleznijo je bila eno tako, po eni strani ogledalo, po drugi pa uvid vsakega od nas. On ni nikoli potožil, nikoli ni pojamral, ni nikoli rekel, jaz tega ne zmorem. Jaz še danes ne vem, odkje je ta njegova neverjetnost. In mislim, da ravno ta njegova neverjetnost, ki je bila skozi v njemu, čeprav je bil on bolj tihe narave, on je govoril, ko mi je kaj zapovedati. On ni izgubljal časa. On je rad porabil čas za stvari, ki jih je imel rad, in tega je podaljševal. Pa še 5 minut na koš, pa še 3 zavoje smučanja. Jaz rečem, ne vem, kaj vse sem v življenju probala, kar me je on učil. Od jojotov, Rubikovih kock, teh naprstnih rolk, ki jih vrtiš. Ne vem, meni je vse letelo in v glavo in z rok in z nog, ampak on je vse obvladal in vse, kar je imel rad, je podaljševal. In jaz mislim, da vsi v njegovem življenju imamo to nekje v svoji ali zavesti ali v spominu in nas to še dodatno spodbuja, če Matic ni klovno, jaz ne bom klovno, jaz grem naprej. In fantje, te njegovi fantje, ravno to, ker po njegovi smrti, ki so bili pri nas, ker jaz moram reči, da zelo veliko stvari je pri meni še tako, kot bi bila na avtopilotu. Ker se sploh imam spomin, ampak jaz mislim, da je človek taka žival, sploh mami, ko se zgodi taka bolezen in greš, to sam rineš, sam greš. To je bilo 3 leta nazaj? V bistvu bo oktobra 3 leta, ja. In še to moram prav izračunati, ker je čas tako neverjetna stvar, ne. In ko so prišli fantje in so šli v njegovo sobo, pa smo jim rekli, vzemite si vsak nekaj za spomin, je mene presenetilo, ko so vzeli nogavice, te za na tekme, te podrokave, kakšno tako stvar in potem smo jih videli na tekmi. In jaz sem videla, kako Aleks nosi njegove nogavice, pa Mirče, pa potem Lin njegov najboljši prijatelj, prevzel njegovo številko, je zdaj že zamenil klub in nosi njegovo številko naprej. To so take stvari in še posebej me je vedno ganil, ko je bila tekma, če je recimo Lin dal
gol, ki se je potrpljal po levem ramenu in gor pogledal. In potem je bila obletnica prva, vem, da sem zamujala na tekmo in slabo vidim nadaleč, videla sem samo, da so vsi v rdečem in da imajo vsi njegovo ime in številko na sebi in tribuna in vsi, ki so igrali, preden so začeli igrati. To so take stvari, ki te pobožajo in zlomijo ob enem, če me razumeš. To je vse, jaz imam toliko enih oksimoronov tle noter, nekaj, kar ne gre skupaj, pa gre skupaj. Gre skupaj. Ja. Tako kot si tudi nekje napisala, Matic je gradil mostove. Ja. In še ena beseda se mi je tako usedla in sem si jo tudi zapisala, ta vsejasnost. Izžareval si to, bil si to, ti si bil vsejasnost. Ja. Vem, da ta beseda ne obstaja zares, pa vendar se ta trenutek druge ne morem spomniti. Ja. Še danes mislim tako. In tako tudi poteka tvoje življenje Ja. v tem duhu, Ja. če si prav predstavljam. Ja, jaz ga imam skozi ga imam pred očmi. In recimo, ko imaš ti enega, dva otroka ali pa več otroka, ne? To prva stvar, ko rodiš prvega otroka, ki ga imaš rad najbolj na vsem svetu, a ne? In potem zanošiš z drugim otrokom, a bom jaz lahko imel še koga tokrat, in potem ugotoviš, da je tvoje srce tako elastično, da imaš enako neskončno rad drugega otroka. In potem se ti zgodi to, kar se je zgodilo meni, da enega zgubiš. Ugotoviš, da je tvoje srce, kljub temu, da je popolnoma razbito, da ima, bom rekla, brezno in vrzel, kljub temu je tvoje srce polno. Spet ne vem, če bom znala to razložiti, ker to, če bi človek lahko to prijel, bi bilo lažje, ampak srce zmore in premore, mišica je. Matic bi meni razložil, mami, to je mišica. Ti jo natreniraš. In tudi, ko sem upela, da je njegov tumor 1 kilogram bil težek, sem rekla, kako je lahko to, kje je to bilo, kako je možno, da si ti s tem treniral pa vse. In on je meni lepo povedal, mami, si mi ni čez noč tako zrasel, to je zraslo počasi, telo se je prilagodil. On je znal meni vse razčleniti in razložiti, kaj se v njegovem telesu dogaja, tako da sem ostajala vedno brez besed. In po vseh terapijah, enkrat, sankrat, mislim, da je bilo to proti koncu, ko je prišel zdravnik, no te rekel, Matic, si pa itak v redu, ne, pa rekel, ne, slabo mi je. In se je na peti obrnil in je prvič v vseh terapijah, da je sploh potožil, karkoli rekel. On se je sklopil, sam mami masiraj me, se tem tudi ogromno pišem, še danes, če zaprem oči, jaz točno vem vse točke, kjer mu je najbolj pasal. In mislim, da je ravno to slavljenje, to, kako se okolica zdaj odziva, on je vsakmu nekaj dal. In jaz mislim, da se ti, ko me kdo vpraša, zakaj se tako dobro enih stvari spomnim, se mi zdi, da ko zgubiš, ko trpiš tako izgubo, se en del tvojih možganov odklene in to je točno tam, kamor si ti to shranjeval. Ker kako se boš drugače spomnil vseh teh malenkosti, ampak mislim, da je to obrambni mehanizem, da varovalka, da veš, da ne boš pozabil, da je to v tebi in se ti potem to prihaja ven, zato meni mešano prihaja. Obdobje, ki je bil zelo mehen, pa obdobje, ki je bil velik, pa zelo velikrat samo njegov pogled, kako so se zaklenila, pa sem vse vedela, kaj mi je hotel sporočiti, recimo, ki je bil bolan, ker ni imel moči kaj drugega povedati. In to je tudi vse prišlo ven, ko si začela pisati pisma, to je bilo del tvoje terapije na nek način. Kot praviš, to ni priročnik za žalovanje, vsak ima svojo pot, se more pregrist v takih primerih, ampak tebi je bilo to del tvojega procesa prebolevanja oziroma sprejemanja, kot praviš. Pa vendarle, ko si začela pisati, ti je pomenilo, da si to delila tudi z drugimi, ti si začela najprej ta pisma objavljati na enem izmed družabnih omrežij. Ti je to pomenilo, da si delila to svojo notranjost v tistem trenutku, tudi z ostalimi? Ne pomenilo, da sem delila. Ne, tle je šlo za moj oseben odnos do moje lastne resnice. Jaz sem vedela, da edina možnost, da jaz bom rekla, živim naprej, je ta, da bom sama s sabo popolnoma iskrena. In da si bom dovolila občutiti sleherno stvar, ampak res sleherni občutek in dopustila sleherno bolečino. In ne vem, od kje je to prišlo, moja mama pravi, da sem že od mehkega, ki je pisala, ampak jaz sem veliko lažje, kot če bi o teh stvarih govorila, sem se usedla in sem dala mojim prstom prosto pot. In zelo velikokrat se je zgodilo, da je v meni nekaj tiščalo, ven je prišlo pa nekaj drugega. Zato sem zelo velikokrat napisala, da so prsti šli po svoje.
ko sem prvo pismo napisala, sem že tudi vmes, ki je bil v bolnici, ampak ne njemu, ampak bolj tako, da sem kaj napisala, ampak ta prvo pismo, naslednjo, pač takoj zatem, ko je umrl, naslednji dan, je bilo tako, da ko sem jaz zaprla računalnik, je bilo tako, da sem jaz to zaprla sama vase nazaj. In jaz sem vedela, da jaz pišem svojemu sinu in mojega sina ni v moji dimenziji. Mojega sina ni v tej škatli, v tem računalniku. In najbližja misel tega mi je bila oblak, mi je bilo vesolje. Zato sem jaz le gor nebeški naslov Matic at heaven forever sky. Ker enostavno sem rekla, jaz moram to nekam poslati, jaz moram to nekam dati. Ta naslov ne obstaja, da bi ga jaz po mailu stisnila. Zato sem dala to na svoje omrežje gor in sem tako začela. In velikrat jaz sploh nisem za sabo prebrala in sem šele naslednji dan, pa čez par dni prebrala, če kdo ki je odpisal, velikrat sploh nobenega prebrala nazaj. Jaz sem samo dala. In v trenutku, ko sem jaz dala to v oblak, sem imela občutek, da sem jaz to res poslala. Zato je šlo. To je dejansko bilo moj način, da mojo bolečino razpršim, ne preložim, ampak da dejansko razpršim in s tem rečem, zdaj si pa res iskrena, zdaj pa to res šlo do njega, zdaj pa šlo ven. In nisem nazaj zaprla. Mislim, da zato je šlo tako prav fizični občutek, da jaz razpršim. V tvojih pismih veliko pišeš tudi o, torej različni drobci so povezani, trenutnega tvojega življenja, spominov, veliko pišeš tudi o tem obdobju v bolnišnici in tako zelo pomembno se mi zdi izpostaviti tudi to tvoje zaupanje do zdravnikov. Veliko časa si tam preživela in res nekako skupaj ste upali, verjeli, živeli. Ja, jaz jim pravim heroji v belem in angeli v modrem in v trenutku, ko je Matic zbolel, ko sva pristala v bolnici, ko so mi rekli, da se ne vpišem, da je bilo dobro, da ostanem z njim, so se zelo menjavali, različni zdravniki so prihajali. Mi, da se sploh nisva zavedala, pa sva videla, da sva prišla na oddelek, tretje nadstropje, na hematološko-onkološki oddelek. Se zavedaš, pa se ne zavedaš, ti nič ne veš, kaj. To je v bistvu vse tako gre zelo hitro. Po drugi strani pa mislim, da je tudi zelo premišljeno strani zdravnikov narejeno. Oni zelo vejo, kako morajo pravilno dozirati informacijo za informacijo. In ko so prihajali noter, lepo so vprašajo te, Matic, a si ti želiš, da najprej z mami govorimo, ali želiš, da pred tabo? In sva oba rekla, ne, obema vse naenkrat ni, pač vse morava takoj, zvedeti enako, ne, ker jaz si tudi ne bi želela, on je pač bil 17 let star, jaz ne rabim prevedeti informacije za njega. On več ve o teh zadevah po mojem kot jaz, ne, se je tudi njegovo telo, ve, kako se počuti. In ker so bili z najne strani obveščeni, da želiva popolnoma iskreno, da se pogovarjajo, smo tudi tak odnos od začetka gradili, se so vedno iskreni, ampak pravilno dozirajo. Potem pa dejansko, ja, jaz kot mama sem položila vso vero, vso zaupanje in zaupanje v zdravnike. Zelo hudo je bilo, ker so bili to covidni časi in jaz 3 tedne iz ene sobe sploh ven nisem smela stopiti, jaz nisem imela niti priložnost razjokati. Jaz nisem imela niti priložnosti, se mi je hudo, ko mi gre zdaj na jok, dojeti. Tam je ena mala kopalnica. Jaz sem vedela, če grem jaz v kopalnico, jokati bo Matic slišal. Jaz sem vedela, da sem jaz njemu njegovo ogledalo in on meni. Ne morete biti močni. Ja, ampak je bil on, se mi zdi na trenutku tako močen, da sem jaz strkala to njegovo energijo. Potem je prišla ena moja kolegica, ki je tam zaposlena in je sem rekla, da mi bo samo dovoljenje dobila in me odpeljala v eno ordinacijo, da sem jaz samo izdihala vse, kar je bilo treba in ona mi je položila na srce. Doris, vdihni ljubezen, vdihni strah. In od takrat naprej sem jaz to skozi ponavljala. Sem šla nazaj v sobo in vsakeč sem to naredila in Matic mi je rekel, mami, a si v redu? Sem rekla, Matic, v redu sem. In on mi je rekel, mami, vse bo v redu. In je on mene potolažil. Potem zdravniki, konstantno in midva sva bila tako, bom rekla, uigran tandem se mi zdi, kar se tega tiče, ker Matic se je tam izklopil. To dam čez in gremo domov. In doma je počel druge stvari. In jaz težko je bilo tudi zato, ker sem vse mogla prek telefona sporočati, prek SMS-ov, ker ti ne moreš govoriti na 20 kvadratnih metrih, ker še nekdo v sobi 100.000 stvari, kaj zdaj delajo, kjer je preiskava, kaj sledi. Sploh pa pojasniti drugemu, kaj se dogaja. No, meni se je zgodilo tako, ko so prišli študentje medicine, so mislili, da sem jaz zdravnica.
ker sem se že toliko zverzirala vseh teh izrazov, da sem mislila, da jim jaz pojasnjujem vse to. Sem pa prosila vse svoje domače, da jih prosim, da ne googlajo ničesar, ne diagnoze, ne ničesar, še manj pa, če bodo, da meni to razlagajo. Za mene je bil ključen vir informacij samo zdravnik oziroma njegova zdravnica. In to je bila najlepša in z dna srca sem hvaležna za vse njih, ki so na tem oddelku, za vse. Ker so dali samega sebe in vse, kar premore medicina v zdravju mojega otroka. Vse. To je zelo pomirjajoče slišati, da je tudi tebi dajalo en tak pomemben občutek varnosti in da ste vsi skupaj v tem boju za življenje. V knjigi je danes zbranih 60 knjig, vedno jih nasloviš z naslovom in tudi na zelo podoben način se posloviš, pisma še vedno pišeš. Če te lahko tako vprašam, zdi se mi, da si potrebovala veliko poguma, sploh za pisanje in za izdajo te knjige. Ta pogum verjamem, da ti je dajal tudi Matic in ti ga še vedno daje. Kako drugače danes gledaš na življenje? S hvaležnostjo. Z največjo mero hvaležnosti. Kot mama bi dala vse, mislim, mame zelo velikokrat rečemo, da bi starši dali bi življenje za svojega otroka. Ko si pa v situaciji, ko se tvoj otrok dobesedno bori za življenje, pa postane ta resnica tako živa, pa tako nemogoča. Jaz sem si sleherno sekundo ta drugega boja, njegovega raka, se pravi, takrat, ko je šel v umetno komo, želela zamenjati z njim. Ker boj čez prvega raka je bil takšen z največjo mero optimizma, on je bil buden, on je pač to se doživljal, potem je bil pač uspavan. In takrat sem jaz kot mama na biološki ravni začutila, kaj pomeni, da ne morem rešiti svojega otroka. Moje telo je divjalo, jaz sem mislila, da bom pri 50 letih mleko dobila prsa. To so stvari, ki jih, če jih ne doživiš, jih ne moreš vedeti. Ampak takrat bi dal vse, dal bi svoje življenje res tako, dobesedno sem si želela z njim zamenjati. In zdaj, ko jaz vem, ta hvaležnost, ki sem omenila, da jaz tega ne morem narediti, je največ, kar lahko naredim zanj, je to, da živim. Ampak da živim maksimalno polno, brez obžalovanja, brez tragedij takšnih, ker jaz vem, da on tega ne bi želel. Pa ne govorim samo o njemu, tudi druga tvoja okolica to pričakuje. Pričakujem pa sem jaz od sebe. Jaz nisem zato na svetu, da bom propadla, ampak sem zato na svetu, da verjetno nekaj končam. Jaz se vedno sprašujem, kaj to je. Jaz njega sprašujem, kaj se moram naučiti. Sprašujem se, kaj je moje poslanstvo. A je bilo moje poslanstvo biti mama, ki bo otrok umrl? A je moje poslanstvo narediti nekaj, kar bo zdaj šlo, da bo mogoče komu pomoč, oziroma da postavim svojemu otroku spomenik, da se mu poklonim, da se mu zahvalim. In moja hvaležnost je njemu zato, da me je izbral za svojo. In da skozi to poskušam, ne vem, mogoče tudi širiti to hvaležnost. In tako kot si rekla, on bi si želel te videti srečno, veselo, nasmejano. Štorasto, nerodno, tako. Ker kot nekje tudi zapišeš, pa če dovoliš, bi prebrala, kot si zapisala nekje ob koncu enega pisma, drugačna sem, ker vem, kaj je izguba vseh izgub. Vem, kaj je bolečina vseh bolečin. In vem, kaj je ljubezen vseh ljubezni. In mislim, da to tvoja pisma, tudi ta pogovor, ki smo ga zdaj imeli in ki ga še imava, izraža prav to. In to hvaležnost, ki si omenila. In jaz sem zelo hvaležna, da si delila z bralci in tudi s poslušalci in gledalci svoje misli, svojo bolečino in lepoto življenja, od katerih pišeš. Tako da res iskrena hvala, Doris. Hvala. Vam pa hvala, če ste nas spremljali. Beletrina v živo.